Detektivi in detektivke, to je bodovska specialna epizoda za 4. sezono serije True Detective s podnaslovom Night Country ali po slovensko Pravi detektiv Dežela teme, po bodovsko pa Čisto pravi detektiv Dežela teme. Specialna epizoda, ki je torej krajša, hitra, ekspeditivna, precizna, a vedno koncizna. Danes delamo 4. epizodo serije, ki je na HBO Maxu danes, ko tole snemamo, torej z vaše časovne točke včeraj. Z vami smo, kot ničkolikokrat, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Yo. in Aljoša Harlamo. Opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, kljub temu, da je čisto sveža, pravkar ubrana, dišeča in še topla. In muska. I wanna end Mito. Skratka, nehta pena. Skratka, 4. epizoda 4. sezone, še to je zdaj nekako prelom, smo preko polovice serije. Danes smo si mi pogledali, se pravi 4. Če ne veste, kdo igra v tej seriji, poslušajte prejšnjo epizodo oziroma prejšnjo epizodo o tej seriji, prve 3 epizode smo takrat obdelali, zdaj pa hiter recap 4. epizode. Na božični večer se Danvers, medtem ko se vozi, naleti na Julijo, ki brez majice zunaj hodi pač po mrazu in jo zapelje k njeni sestri Navarro, ki jo odpelje v svetilnik, nek center za pomoč skratka ljudem, ki so v težavah. Peter medtem najde primer, ki je po oblikah ran podoben najdenim znanstvenikom. Gre za Otisa Hayesa, ki je izginil pred nekaj meseci. Danvers in Navarro se na to glede najdenega videa o Annie posvetujeta z lokalnim učiteljem geografije, ki ima pove, da so tisti fosil, da je tisti fosil v ozadju so kitove kosti, ter da so v bližini Brooks Range ledene jame, ki jih najbolje pozna tisti, ki je izdelal zemljevide zanje, kar ni nihče drug kot prej omenjeni Hayes. Navarro obišče Rose, ki je bila nekoč resna znanstvenica, Danvers pa se sprička z Lija, ki je vandalizirala stavbo rudnika z napisom Morilci. Julija v centru dobi pomarančo, zagleda duha pod posteljo in nato gola odkoraka v ledeno noč, prej pa zloži svoja oblačila, tako kot smo videli, da so jih zložili raziskovalci. Danvers pijana odkrije, da je tudi na Clarkovem videu, tako kot na Anninem, zmanjkalo elektrike in domneva, da bi lahko bil v zvezi s tem upleten Oliver, ker je inženir in je imel dostop do generatorja. Navarro in Peter gresta do njega, je že šel in za sabo pustil samo kamen spiralo. Navarro se v jezi, ker je umrla sestra, spopade z nasilnim moškim, ki smo ga spoznali v prvih minutah prve epizode, in je pretepena. Danvers dobi poročilo, da so videli moškega v Annini bundi in ko mu sledita v rudnik, se izkaže, da gre za Hayesa. Ta pravi, da je Clark v deželi teme, kjer smo zdaj vsi. Nato Danvers najde Navarro, ki je sledila duhu, kako sedi pred smrečico, iz ušesa pa ji teče kri. Mogoče eno vprašanje, kaj se je tukaj v tej epizodi bolj premaknilo? A se je case kaj premaknilo, se je primer kamorkoli premaknilo? A smo dobili kaj novega glede likov? Ja, glede tega Petrovega fotra smo dobili, da te ruske neveste nekako ne bo. Da je to. Ja, okay, žalostno. Ja. Tisti je zelo še posebej tragično, ko on tam čaka in potem še stevardese prišli, misliš, mogoče pa je, in ne, potem stevardese zapre vrata in to je to. Se ti je zasmilo, Igor, vidim. Ja, mislim, se je bilo obvious, da gospe ne bo, ne? Kako je bilo to obvious? A ti, mislim, prek interneta se je zmenil z njo, Igor. Pa iz Vladivostoka je, tako da je. Ja. Mislim, komu lahko še danes zaupaš, če ne Rusom? Ruskim nevestam. Ja. To se je premaknilo. Mislim, primer se ni nikam premaknil. V bistvu na začetku dobimo tale vpogled, da je nekdo z podobnimi poškodbami, kar na koncu se najde ta dotični z istimi poškodbami. Vmes je malo morja atmosfere, pa predvsem je pa ta del, se meni zdi, taki dramska nadgradnja likov, no. Predvsem to, ne. Mislim, da
meni kot prvo je bil všeč. Mogoče pač ni toliko v smislu zapleta šel naprej, je pa glede likov dodal novo svežo plastiko ali pa novo plast ledu, rečemo temu. See what I did there. Mislim, Danversova mi spade zdaj še toliko bolj kot neka, kako se že reče temu, riba na suhem, oziroma fish out of water varianta. Ona v tej tišini tega mesta ne zdrži, ona posluša white noise dobesedno, da lahko zaspi, da lahko dela svoje življenje, fila z šihtom, z promiskuiteto, z tem belim, z vodko seveda, z belim šumom. Tako da je zelo zanimiv lik, malo klišejski deadbeat cop varianta, ampak hkrati pa tudi tale tragedija, ki jo ima, pa ki še ni čisto razložena, je v bistvu tudi kao v flashbackih se počasi razkriva. Navarro pa ni toliko v teh, mislim, niti ni toliko kontrast, se meni zdi Lizovi, kot pa kao ta neki jezni, kako ne temu rečem, izpuščaj tega mesta ali pa zgodbe, kakorkoli, veš, ti čutiš neko jezo, pardon, se upravičujem za besedo pa za sliko, ampak ko čutiš neko določeno jezo ali preko kapitalizma, ki se dogaja, osnaževanja, ki se dogaja v tem mestu, pa nasilja, ki se dogaja nad ženskami, v bistvu ona tukaj v tem delu nekako začela izražati, pa tudi seveda njena tragedija pride potem v ospredju, kjer pač ona spusti potem to nasilje ven na plano, pa tudi Peter dobi nove sloje, da se v bistvu tale njegovo razmerje malo bolj poglablja, pa komplicira seveda, zato ker je toliko predan Liz pa službi, I guess, rečemo temu. S tem, da tukaj smo dobili malo tega, jaz bi celo rekel, da Danversova tukaj pokaže en tako zlobo na nek način, zato ker se zdi, kot da hoče, kot da je mal vesela, da lahko Petru pokvari Božič in da zaradi tega, ker je ona ostala sama, ker je Lea šla pač k njim, hoče pač njemu pokvariti Božič. To se mi zdi tako, da je iz te epizode, iz tega klica prav vrelo malo ven tega, ta škodoželjnost. Ja, hkrati pa tudi se malo vprašaš, a ima on nek razlog, da ne upa biti doma, Da se mu zdi, ker se pol tudi reče ženi, da naj ona prizna, da je nezadovoljna z tem pač njunim zakonom in mogoče on pač hoče to usiliti na nek način. Ja, I guess. Ja, malo je sicer pač ta Petrovo razmerje, malo spet ta kliše tega, da detektiv ne more imeti normalnega razmerja, kar je malo smešno, ker v Enisu, mislim, to je verjetno prvi umor v, ne vem, zadnjih 20 letih, prvi tak primer, kjer je mogoče res pozno. Glede na Eni. Tako, kjer prvič zdaj res tako dolg v noč delajo, prej je pa mogel normalno domov priti, ne vem, ob nekih normalnih urah. Ni da je zdaj to, a veš, nek New York City Cup, ki ga res nikoli ni karkoli. Tako da je tukaj vprašanje, če ni, mislim, a je to zdaj malo scenaristične napake, ali, mislim, napake, malo pač vse skupaj klišejsko narejeno, ali pa je tu neki zadnji, Jaz bi prej rekel, za zdaj, koliko kaže, malo v širokih zamahih ali pa potezah naslikana ta njegova družinska scena, oziroma ta tretji lik, ne obetam si kaj več, zelo malo, od njega. Bolje zanimivo, recimo, meni se malo zastavlja pač vprašanje, kako so te stvari povezane, Zdaj smo že, a je Julijina smrt kakorkoli povezana s čimerkoli, s primerom v tem primeru, Ne, Julijina smrt pa en kup stvari, ki so po mojem povezane z izročilom inuitskim, in z tole paniko, ki ima Julija, da je zdaj, ne Julija, Navarro, da je ona zdaj naslednja, ker gre za neko prekletstvo. Mislim, da te stvari nima veze s primerom. Primer je nekaj drugega in to je samo kultura, to je milje, tako kot Rudnik, tako kot vse te stvari. Jaz mislim, da tudi Rudnik na koncu ne bo imel neposredne povezave z smrtmi in mislim, da pač, kot ona vedno pravi,
kaj je pravo vprašanje, zdaj ni prav zares veliko vprašanj zastavljal v tej epizodi. In mislim, da ključno vprašanje, ki se ga ne vpraša, je, kaj je ta fundacija, za katero nam je znano, nam gledalcem, da je povezana z kultom iz prve sezone, kaj je ta fundacija hotela dejansko najti. In tu bi lahko bilo, po mojem, to, kar iščemo. Ne? Ok. Ne gre pa pozabiti ene stvari. Ne? Zdaj, koliko sem nekih bral reviewje, pa neki mislim, režiserka v tem epizod podcastu, ne, z neke excepte poslušal, no? Da ni nekako klasično trudi detektivsko, da se morilec nekje na koncu ali pa nekako tako izkaže kot nekdo X, ki je v letu, ali pa sicer nisem gledal, tako da ne morem zagotovo trditi, kaj se dogaja, ampak da je pač kao ta morilec prisoten non-stop na ekranu. No, in to mi je dalo ful zamisliti, da v bistvu ni za neki od zune potegnem. Zdaj pa ne vem, ali je tu nekdo, ali je to fake out, ali je red flag, mislim oziroma ne red herring, no? Ali pa drži, ne vem. Mislim, še vedno bi lahko morilec bil Ennis ali pa Snake ali pa arktična mislim, tako, če se navežem na vprašanje, a je Julijina smrt povezana, mogoče zdaj, če upoštevam tole režiserkino noto, oziroma podlistek tlele, mogoče pa je Navarro v neki bipolarni blodni mogoče odgovorna za kaj, mogoče za eni, ne bom pa rekel, da za Calal smrti. A veš, ta dva primera se tako limata, da je v bistvu ne veš niti kaj raziskujejo. V tem delu še toliko manj, ker niti ni toliko od tega. No, poleg tega tudi nismo zvedeli, kaj dejansko se je zgodilo z onim morilcem, ki so ga najdli, ki bi ga oni dve najdli, ko je umoril ženo in naredil samomor. Wheelerjem, ja. Ja, vemo, da je Navarro videla duha, ne vemo pa, katera od njih ga je ubila, ker to je bilo jasno že prejšnjič. Tako da še vedno pušča to odprto. Ja, kar je zanimivo, ker mora imeti nek vzrok, ker najbolj logično bi bilo, da ga je Navarro, ne? Ampak, glede na to, da tega noče pokazati, jaz nisem več toliko zihar, da ga je res Navarro. Tako da tukaj je kar... To še kar zanimiva dilema. Se pa strinjam, da mogoče pač Julijina smrt bolj ali manj samo to, da nam pač pokaže, da je seveda tudi Navarro in ti njeni prividi, ki jih pač vidi, da so mogoče bolj pač, da so rezultat seveda njene bolezni, duševne bolezni, ker vemo, da recimo vse te stvari, ki jih je naštela, skizofrenijo, pa borderline personality, pa še bipolarno motno, te stvari so dokaj redno dedne, ne? Ni nujno, ampak imaš pa predispozicijo. Ne, se mati je imela, ne? Tako. Ja, se poveže. Ja. Ampak še ena stvar je, zdaj mi je kliknilo, ko si omenil, da je morilec vse posod prisoten. Rudnik z onesnaževanjem bi tudi lahko bil vzrok tega, da pride do porasta teh bolezni, svinec ali pa karkoli podobnega. Mislim, se je še en kup arzenik in tak dalje. Snovi, ki lahko nastajajo pri pridobivanju neke rude in pridejo v vodo, kot smo videli, je voda izredno jaz srčno upam, da ni to. Vem, da bi bilo to tako najbolj racionalno, Sherlock Holmeovsko, kako naj temu rečem, to bi bil najbolj racionalno odgovor, ampak škoda bi mi bilo, da bi to kao izmed vseh, koliko zdaj razumem, True Detective sezon, se tlele grejo najbolj horor, neki nadnaravnega, nek nadnaravno horor, da bi ga tako hitro potem preko ramena vrgli, to je samo vaša blodna, ali pa bipolarna motnja, ali pa schizofrenija, ali kakorkoli. Ne bom rekel, da bi bil razočaran, če bi bilo tako, samo pač se mi zdi, da bi malo tega baroka zgubil. No? Še ena ful pomembna navezava je tukaj v tej epizodi na koncu, in sicer na maturo in veliki briljantni valček. Ta se zaključi s tem, da on paznik reče, zdaj smo vsi noter, in tukaj zdaj smo vsi v nočni deželi teme. Ali menite, da je možno, da je to naključje, ker meni se zdi čisto nastavljeno? Definitivno so ustvarjalci brali Jančarja, tukaj je treba absolutno reči, da ne mogoče, da ga ne bi, no? Mislim, tema je ista.
Mislim, naj se ne pretvarjajo, da ni to direktno plagiat, lepo prosim. Jaz sem pa hotel, če stopim korak nazaj, še tole o Julijini smrti povedati. Bral sem na netu, tako da ne bo kdo, da je to samo na mojem zelniku zraslo, ker me nekaj pa zanimalo glede v zvezi s tem, ker se meni zdelo malo čudno. Kar neke teorije zdaj tega, da je Julijina smrt seveda nekaj čudnega. Zdaj pa vprašanje, a je to spet scenaristična pač, zato da pospešijo zgodbo. Kako je možno, da je obalna straža tako hitro našla Julijo in jo še prepoznala, glede na to, da je bila pač gola in da ni imela nič na sebi, kar bi lahko prepoznali, in ali je mogoče, da je ta tip, ki je poklical Navarro, morilc? Interesting, ok. Moj prvi, ker sem slišal tole, ne, in sem s Tino tudi predebatiral o tem, Enis je malo mesto, kjer po moje ribiči hodijo, pa se vsi poznajo, ribiči so po moje iz tega mesta. In ni zanemarljivo, da je v bistvu ona bila točajka v eni izmed mogoče 5 beznic. In da ima pobarvane lase. Ja, tako da po moje vsi poznajo. No. Tako da to bi bila prva stvar. Druga stvar, zdaj kako jo hitro najti, ne vem, mislim, zdaj ne vemo koliko cajta mine, ker je non-stop tema, ne? Ja. Tako da, ampak to mi niti... No, ampak relativno je moglo biti hitro, glede na to, da se niti dan ni zamenjal, ne? Kar nam vedno napiše. Čist možno je, da so jo pač slučajno našli takoj. Mislim, se oni random. Mislim, vsekakor mi ni plot hole ali pa kaj tajega, to sploh ne. Ne, mislim, bolj verjetno je, da je nikoli ne bi našli, ampak ni pa nemogoče, da jo najdejo hitro. In če ne bi našli zdaj, je najbrž nikoli ne bi. Ne? Drugače pa drugo vprašanje, to je pa bolj zate, Igor. Nekateri na spletu ugibajo, da je pojavitev tega severnega medveda povezana s serijo Lost. Te ljudje si res želijo, da bi Lost imel v redu konec. Okay. Ker se tam pojavlja očitno nek severni medved, če sem prav razumel. Torej, Lost se dogaja na tropskem otoku, kamor pade letalo in tam na eni točki najdejo medveda in ga ubijejo. Polarnega, in potem se izkaže, da pač eni, ki so delali tam poskuse, so si pripeljali tistega medveda in to je to. Te, ki so pa dol padli, so pa v aftermathu, polko so že vsi ti raziskovalci zdavnaj mrtvi, tisti medved je pa še živel tam. Zdaj si mi vse spojilo, zdaj spoh ne gledam. In pol so bili pa ljudje ful razočarani, ker je to bilo to, ne? Ker odkot je zdaj prišel tisti medved, ne? In pol tak, ok, to je bilo to, predu, gremo dalje in pol so vsi zihar je v eni drugi seriji odgovor. Ja, ker tu se zdaj pa severni medved spet pokaže, tokrat se pokaže skratka Denversovi, ne, in Denvers je tudi vrže unga medvedka ven v enem takem zelo besni jezi, da mrtvih ni, onstranstva ni, ničesar ni, samo smrt je in da smo sami vsi, ali kako že reče. Ja. Čudovit sentiment nekaj. Skratka malo, mogoče so karakteri se še malo razvili, jaz mislim, da in so mi tudi zaenkrat še vedno zelo zanimivi, tudi ne pričakujem, da bo smrt sina od Denvers karkoli povezan z zgodbo, tudi to bi se mi zdelo zelo za lase privlečeno, tako da domnevam, da je tudi tukaj bolj ali manj zaradi te travme. Mi je pa všeč v resnici, no, ker smo se prej pogovarjali, ko nas spet gre k temu svojemu šefu, s katerim pač tudi skačeta čez plot, tako s katerim občuje. On pove pač tako zelo zanimivo stvar, da ona je bila že prej v resnici precej nepriljudna, da pa je pač od nesreče samo še bolj, ni pa, da je zdaj to popolnoma spremenilo njen life, ampak je samo še postala hujša, kot je že itak bila. Ja. Sej. To je za pričakovati. Mislim, to nam ni nič, to ni neka nova informacija, vse to bi lahko sklepali, ne? Ker je zelo zajebana, pa ne deluje, kot da je na novo zajebana, no? Ampak kot da je tole svojo zajebanost pili že delceta. Pili zajebanost. Ja, mislim, oni reče, oni reče, da v bistvu, kaj je že Connors, ali kako mu je ime, Eccleston, da v bistvu ni problem, da je ona slab detektiv, ona je boljši detektiv, kot je on bil, on se poteguje za neko politično funkcijo, ne? Ampak da je pač ona
totalno zajebana, pa da do meni noče z njo delati. Da pač zelo bl človek. Ne? Ja, zelo povedno je tudi to, da vsi vejo za njene afere. Ona se niti ne trudi skriti tega. Ona bi kot detektivka v teoriji morala biti ful dobra v tem, da zakrije sledi. Ne? Ampak ne. Ja. Hoče, da vejo, da jo boli kurac, s kom spi. In hkrati je neustavljivo privlačna vsem tem tipom, ker pač se tisti temi nič tukaj. Okay. Mislim, iskreno povedano, da sem jaz mehčan Enisa, absolutno imam afero z njo. Jodie Foster je tako my spirit animal. Mislim, vse veš doma alkično. Ja, okay. Ja, doma je pa vprašanje, ali ne gre tu za neko maščevanje ženskam Enisa, ki je mogoče povezano pač z smrtjo sina in moža. Da je mogoče tam ženska najbrž bila voznica, pijana, nekaj s pijano voznikom, ker smo to videli v prvi epizodi, ki se znese na Duno Revo, ki spušča v nek grozne zvoke potem v zaporu. Še ena pač stvar, tale dva videa, ki jo ona opazi potem to skupno točko, mi je pa zanimivo, da pri obeh je pač zmanjkalo neke točke elektrike, ampak zaenkrat pa še ni pomislila na to, kar sem jaz pomislil takoj, da bo odkrila, da je mogoče zmanjkalo elektrike zato, ker je eni v istem kraju, se pravi, da je oboje posneto v istem kraju, kar je Calal raziskovalna postaja. Se pravi, da je tista jama vseeno nekje tam in ne neki rudniki ali neka gorovja ali karkoli. No? Aha, ja, to je plausible. To se mi zdi. Ja. Okay. Meni tudi se je zdelo to že zadnjič, ko smo se menili najbolj verjetno tega, da je... Ne, se tudi zmontirano se mi zdi, da je na ta način, da delaš nek link. Ne? Ja. Pa še eno vprašanje, ki vam moram vprašati, ker zdaj, ko sem gledal, ko on nariše, ki je on pusti za sabo tisti kamen za ono spiralo, a bi to lahko bila stilizirana podoba amonita? Se pravi, amoniti so tisti, se veste, oni polški, ki so ponovadi fosili, ne? To pač ni več, to niso živa, mislim, to so izumrla bitja in jih najdemo samo še kot fosile. A bi to lahko bilo s fosili povezano in da bi to bili ti polški? Mogoče na neki simbolni ravni, ampak mislim, ne toliko kao na amonite same, kot pač na rudarjenje fosilov / nafta, veš, tudi ti inuiti se v bistvu barvajo s črno barvo, ko grejo protestirati, pa voda je črna, tako ne vem, mogoče na tej ravni, da bi kaj delali, ne? Da je povezano bolj metaforično. Ja. Kaj pa je bil, mislim, tam je bil tudi neki, ko pridete v tisti rudnik, je narisana neka gromozanska pošast v obliki pajka. Tamle, zdaj spet je mogoče, je to spet samo povezano, mogoče je skako to inuitsko spet legendo, ki je mi valjda ne poznamo in nimamo pojma, ne? In nam bo se mogoče razkrita v prihodnih. Ali pa spet, jaz mislim, da je seveda tudi pajek neke vrste, je tisti, ki plete mrežo, ki je tudi tako cirkularna, elipsastak. Mislim, da je tudi eni pajki vse pletejo tako, ne, v elipso. Mislim, lahko pa sem fan Louis Bourgeois ali pa David Villeneuve Enemy, kao film, ali sem šel, mislim, tudi to gre. Ne vem, tudi jaz sem se tam le malo ustavil, zakaj pa zdaj pajek neki, kao, če je tudi neki, ne vem, tako si ti rekel, to ominoznost, kao, ali zloveščoš nekako nabiljati, ali pa se malo v to neko Lovecraftian grozo še bolj opret noter, ker pač so neki določeni ti elementi tlele noter. Ne? Super, ja. Ampak za zdaj mislim, da to sam to, neki grafit enega zelo bolnega človeka, to je vse, kar bi lahko za zdaj rekel, nekako zagotovo. Če je za to... Ki je hkrati tudi težki, mislim, če to uporabnik težkih drog, nek junkie, smo videli nek pribor, ki ga je imel tam. Ja, tiste je bil heroin in meth setup, če si ne motim. Heroin in meth starter pack. Ja. Ja, da te malo dvigne, druge te malo umiri. Pizda, če non-stop fucking tema, kaj boš pa počel? Kids don't do drugs. Meni je drugače tudi všeč, da Navarro pač izpade malo bolj človeška, ker se takoj, ko jo pretepejo, se vrne k temu svojemu barmenu tamle, ki je tudi,
ki naredi najboljšo foro ever, po mojem, no, ki se naredi tako, da je bo zaprosil, potem pa je popravil na kot. Ta bila kar spahne prst. Kar seksi, ja. Ja, genialno, moraš priznati. To je prav tako Instagram za roka. Ja, samo tak poslušalci ne tega narediti, če punca nima dejansko izpahnjenega ali pa prsta. Če si že poročen. Ja, ker to je družinsko nasilje. O moj bog. Ja, ampak a veš, vseeno, tisto, kar bi mene jezilo in kar njega jezi, je seveda to, ne, da ona pač vsi smo sami, ti si sam, jaz sem sama, hkrati, ne vem, nočem te, ampak skozi pa prihajaš k njemu. Prvi človek, kateremu je prišla, je bil on. Ja. In seveda si on to interpretira. Čeprav mu ne pove, ne, za sestro pove šele den. Ja. Predtem pa njemu pa ne pove, vsaj nismo videli, no, da mu pove. No. Meni je všeč, da imata nekaj določen tak tradicionalni, oziroma vizavi tradicionalnega gender swapa, ne, v smislu spolnih vlog, da ona nek bolj... recimo temu mačistični škif, ki ima agresivne izpade, medtem ko on kaže sicer neko nežnost pa željo po intimi, ne? Mislim, da v prejšnjem delu je kao v zameno za informacijo zahteval nekaj intimnega od nje, ne? Ker se mi zdi tako zelo full, cool, sexy fora, ampak ni pa neka taka kvazi tradicionalna moška fora, ne? Se mi zdi v bistvu ta njuno razmere zelo zanimivo, zelo fajn. Fajn. Čeprav je mogoče samo tako prijazen, ker še ima vedno njegovo zobno ščetko. Ja, SpongeBob ščetko, no. Come on. Ja, mislim, domnevam, da jih v Enisu ne dobiš kar tako. I guess. Mislim, vse dobiš. Še mrtve. Da imajo žganje, heroin, med. Ja. Drugač, kar sem jaz tudi pomislil, je, da tukaj v tej epizodi spet, zdaj vprašanje, je to scenaristična, ne bom rekel napaka ali karkoli, imamo spet Rose, a ne? Ki je v neki, pač Navarro pride k njej in ima ta, ne vem, pogovor 4 minutke, ki ne pelje nikamor, nič se ne razvije ta pogovor, ona nič novega ne pove. Ona pove, da je bila znanstvenica, ne pove pa, katera znanost. Tako. In kaj je bilo to? Ona sem povedala, da je veliko napisala nekoristnih besed. Zdaj možno, da je bila profesorca srednjeveške literature, ampak možno pa tudi, da je karkoli povezanega s tem, kaj je Calalde. Ja, samo veš, tako je zapakirala, kot ko imamo veš, imela sem govorila, pa pisala sem o full hudih idejah, ki fucking ne pomenijo nič. Ne? Kao se mi zdi tako kot neke družbene vede, no? Bolj tako kot pa naravoslovne. No? Ampak še vedno je to, ne rečem, da je to lahko lastnica ali pa ena od pač skratka tistih, ki plačuje za Calal. Ni nujno, da je povezana tako, ampak... Lahko, da je ona nadzorni svet. Tako, recimo. Okay. In je seveda stvari, o katerih govori, verjetno je preučevala Lovecrafta, verjetno preučuje inuitska pač mitologijo in je tukaj v ozadju nekaj. Okay. Ali pa obratno, ali pa je preučevala fiziko, pa je ugotovila, da obstaja afterlife in... whatever, ne? Mističen svet in je na ta način ne pomeni nič to, kar je ona delala. Lahko pa, da pač poha full hud skunk, no. Mislim, da tudi to je plausible. Mislim, izgledala je kot nekaj malo bolj high quality. Okay. Skunk. Ja. Ni to v taki seriji ni na ključi. No, ok. Dobro. Čak, a smo še hoteli, kaj še je takega, kaj smo še spustili, spregledali, o čem bi še bilo treba kaj povedati? Ne. Mislim, za zdaj ajde, dajmo še projekcije kakšne. No? Ja, zdaj naslednji trailer oziroma Rajcer, če ste ga pogledali za 5. epizodo, sej nič takega, pokaže te duhove. Zdaj, mogoče to, se pravi, jaz domnevam, da se pravi, sestra od Navarro vidi mamo pod posteljo. Zdaj, tista pomaranča, tokrat je res uvod v smrt, skratka, prejme pomaranča, to pomeni, da bo in umre, kar za Navarro ne pomeni nič dobrega, glede na to, da je pomarančo dobila v prejšnji epizodi in za vse tiste, ki ste od Miklavža dobili pomaranče, tudi. To je še kar problem. Ampak pomaranča, ki jo je Navarro dobila, jih je potem pripeljala do truplučke. To je res, okay. Skratka, tisto je mamin, se pravi, ona je pri tam Villerjevi verjetno videla trup, mislim, duha une
ženske, ne? A se ji potem v Rudniku en prikazuje, kdo nisem čist, ti duhovi so vsi isti. Ja. Ne vem. Tako zelo na hitro. Vse so neke ženske, z dolgimi lasmi. In... Jaz mislim, morali bi biti malo bolj individualni. Zgleda, kot da so v isti pop grupi. Isti islandski metal band. Ja, nekaj takega. Tako nekako, ja. Tako da tu neki tukaj, mislil sem, da je tu kakšen ključ skrit, ampak res ne vem, kdo bi bil. Ker lahko bi bila tu, mislim, tisto vodje je bila sestra. Valjda, ja. Ampak polko je zunaj, pa ni izgledalo kot sestra. Ne, pa se je pa tudi tista, ki je, ko je v flashbacku njunem, umorjena ženska, je tisti duh te umorjene ženske, ni čist jasno. Nikoli ne čist jasno pokaže, da bi na nek način lahko ti identificiral tega duha. Tako da jaz mislim, da niti ni to pomembno, kdo je duh. Jaz mislim, da mogoče ali pa ne vem. Jaz bi se spomnil nazaj na prvi del, kaj je, tale Rose rekla, prijateljica v Navaro. Aha, da se duhovi pridejo zaradi treh stvari. Točno to je. Da v bistvu pridejo, da te upozorijo, ali pa da te sabo popeljejo, ali pa še ena stvar je bila, pa ne vem, kaj že. Ja, jaz mislim, da je nekaj takega. Ne vem, nekaj tazga. Skratka. Mislim, da je bilo, da ti nekaj povejo, da nekaj govorijo s tabo, ali pa da te odpeljejo, da te pač tako da, ker zdaj v Rajcerju vidimo, mislim, pokaže 1-2 duhova in oba imata to pozo iz body snatcherjev, skratka, kažeta na neki. Kaži podpatom. Zelo obtožujoče ali pa neki pač skratka. Mislim, ti mrtvi sploh nimajo manirno. S prstom kažeš nekaj. Tako da je vprašanje. To bi šlo k Mitotovi teoriji, da seveda Navaro vidi te duhove, ker obtožujejo njo nečesa. Maybe. Samo, veš, ni Navaro trenutno ekskluzivno edina, ki vidi duhove. Ne. Tako da še vedno je tukaj ta logika tega racionalne razlage Rudnika z onesnaževanjem posredi, oziroma še vedno v igri. Ne nazadnje, Danvers je tako prepričana, da je Navaro videla duha, da se jaz sprašujem, če ni tudi Danvers nekaj videla. Ker je seveda racionalna, tega ne bo nikoli priznala. Mislim, ne pozabi, ona je videla, tam v Pojsli je imela, kjer drugi del, ali kaj je ona neko roko preko, veš, v Pojsli, Tako da, jaz ne vem, tu za zdaj je mogoče še prezgodaj govoriti, ampak. Mislim, vse bolj kaže, da je pač nekaj v vodi, there's something in water, kar sem jaz trdil tako, da veste, absolutno je neki vodi in jaz sem pripričan, da so amoniti in da sem že čisto blizu razkritju te skrivnosti. In da zdaj te bo Isa Lopez poklicala. Tako. In rabila notes na naslednji seriji. Tako, 5. sezono delava skupaj. Ok. Dobro, to. Še vedno nas vleče, absolutno nas pa še vedno vleče. Ja, super je. Še posebej, ker se res ni nič zgodilo v tej epizodi, tako da čakamo zadnji 2 epizodi. Skratka, to je bilo naše mnenje o 4. epizodi serije Čisto pravi detektiv Dežela teme. Kakšni so bili kaj vaši vtisi? Povejte nam na Facebooku, Instagramu, Twitterju ali na Discordu, ali pa nam pošljite dopisnico. In če boste preživeli do takrat, se znova slišimo v torek 13. februarja, torej seveda dan potem, ko si bo mogoče ogledati 5. epizodo serije. Nanakun. Nanakun zopet, ok. Ok. Ja, to pa nisem preveč, unita, drugi so ful komplicirani, sem ta se da izgovoriti, ker imam samo glasno. Ok, ja, pa rekel, I wanna end me.